Živjo, ste lepo preživeli poletni solstici? Jaz sem ga zelo. Pazila sem, da sem cel dan bila v takih lepih energijah, da sem pozitivno razmišljala. Imela sem se tudi cel dan lepo, zvečer sva šla z Lucijanom celo ven, tako da res mi je bilo zelo lepo. Seveda pa po solsticiju sem doživela en tak naval nekih občutkov, za katere vem, da jih še nisem razrešila znotraj sebe. Kaj se dogaja trenutno? Letošnje leto je posebno leto, ker vleče ven iz teh naših omar, kjer so še kakšni okostnjaki, res čisto vse, kar še nisi uspel popredalčkati. Na čustveni ravni je to tako, da je zelo naporno, da smo mogoče več utrujeni, sprav potrebujemo počitek, da se potrebujemo regenerirati, ali pa imamo kdaj občutek celo, kam bi šla zdaj na nek samotni otok za 3 mesece. Dobro, če ste na tej poti, potem ste na pravi poti. In tudi tisti, ki delate že na sebi, verjetno čutite neke upore ta trenutek. Jaz pri sebi čutim stalno nek upor, zdaj v tem času, pred razreševanjem nekih stvari. In veste, to je čisto normalno, ko ti delaš na sebi, ko želiš nekaj spremeniti pri sebi, je prvi sovražnik, ki je ravno upor. Jaz se spomnim pred leti, ko sem začela, in je moj učitelj rekel, no, to zdaj delaj vsak dan, pa to delaj vsak dan. Sem ga tako čudno gledala, sem ga, kaj je s tabo? Zakaj pa vsak dan? Zakaj bi jaz to morala vsak dan delati? In sem rabila kakšno leto pa pol, da sem dojela, zakaj delati v bistvu vsak dan. Zdaj, če gledam z vidika energije, vemo, da vsak dan energijo porabljamo. Seveda se s spanjem tudi regeneriramo, ampak ne glede na to z leti, jo imamo vse manj. In ko sem jaz dojela, da je to v bistvu za mene dobro, se pravi, da je dvig energije, ko delam tehnike, je zame odličen, ker me potiska naprej in lažje in hitreje napredujem, potem zakaj ne bi delal vsak dan. In sem tudi delala veliko let. Sem meditirala po 2-3 ure dnevno celo. Veliko stvari sem se odrekla, pa ne zato, ker bi se morala, ampak zato, ker sem hotela. In zdaj vidim, da v letošnjem letu me dajo spet neki upori. In takrat, ko so upori, vidim tudi, je povezano s tem, da sledi nek napredek, nek večji premik. Ko rečejo, veste, tik predno je dan, je najtemnejša noč. Ne? Res je tako. Če se ne da, se potrudite in vztrajajte. Zato, ker se splača. Jaz sem imela ravno včeraj eno delavnico z eno krasno žensko, ki je v bistvu v enem dihanju 10-minutnem v pleksus prišla do tako neverjetnih uvidov, da sem bila še jaz tako, sem bila kar malo presenečena. In ti uvidi so ji pomagali razumeti trenutno situacijo. In to je pa to, ko rečemo, da nekaj ozavestimo. Mi ves čas napredujemo kot ljudje. In tudi dobro je, da ves čas nekaj ozaveščamo. Ker ta zavest nam potem pomaga videti sliko sebe in nasplošno sveta okoli nas malo drugače. Trenutno opažam tudi, ali pa mogoče ne vem zakaj, slišim za veliko nesreč
samomorov celo, takih težkih preizkušenj, ljudje zbolijo, jih kaj boli, ali pa imajo, ne vem, se ki poškodujejo. Moram reči, da je tega zdaj v zadnjih 2 mesecih bilo kar nekaj. No. Povezano je ravno s tem, kar sem na začetku povedala. Spremembe so potrebne. In ti, če se želiš spremeniti, je potrebno imeti neko notranjo namero in ves čas delati v tej smeri sprememb. In če imaš ti željo, recimo, da si pošten do sebe in drugih, da imaš tudi sočutje do ljudi, da ne delaš škode komu ali sebi, da si nekako naravnan na tiste lepe stvari, na prijateljstvo, na sodelovanje, na ljubezen, potem boš imel kot neke vrste zaščito pred slabimi dogodki. Upam, da me razumete, kaj hočem povedati. A veste, zavest je naša najmogočnejša zaščita. In tudi že ta lepa namera, ki je v nas, čeprav smo mi še vedno kdaj jezni, pa nesramni, pa se ne držimo dogovorov, pa ne vem kaj se kdaj ki izlažemo. Vseeno je to en tak mehen greh, če imaš ti na drugi strani to željo, da bi rad postal pa boljši. Se ne, da si ti zdaj slab, ampak življenje te pokaže, življenje te uči, kaj oziroma kje ti si trenutno. In jaz vem, da si prav zato mi nekako lepo vse teče, nimam nekih večjih incidentov, nekako se lepo razumem z vsemi, dobro se tudi kaj skregam, kakšno povem, ampak to je ravno zato, ker je moja namera naravnana na to, da bi bilo vse boljše in lepše. Vkolikor pa si med tistimi, ki ves čas nergajo, se pritožujejo čez druge, obsojajo, sodijo, ne znajo poskrbeti za sebe, za svojo energijo, za svoje potrebe, potem te bo življenje opominjalo. Nehaj, poskrbi zase. Pazi, kaj misliš. Je zdaj tako, kakšno, če razmišljamo kakšno tako mogoče negativno stvar, se mi takoj nekaj zgodi. Ali se udarim v glavo, ali v prst, ali nekaj se mi zgodi. In to mi je vedno opozorilo. In tudi želim, da sem opozorjena, zato ker bi rada presegla ta čudna delovanja. No. Ni lahko, moram reči, da ni lahko, včasih za kakšne stvari mi ego tako buta ven in bi rad na vsak način imel prav in se skregal in držal trmo in vse. Ampak tako stanje me izčrpava in potem na koncu si rečem, pa ne vem, ima to smisel. Ja, en čas ima smisel, se pravi zato, da se jaz nekaj naučim iz tega in da v naslednje drugače odreagiram. Ja, bo še kar pestro, tako da tisti, ki bo skrbel lepo zase, bo sproti čistil občutke, bo zaveščal sebe in šel na višji nivo, mu bo pot odprta in lepa, za druge pa malo manj. Pa ne, da bi bila to kakšna grožnja, sploh ne, ampak vidim iz okolice, da je temu tako in tudi čutim, da pri nekaterih ljudeh je to zato, ker imajo znotraj sebe neporavnane račune. Splača se svoje račune poravnati čim prej, če rabite pomoč, pridite na individualno delavnico, veliko lahko naredite. Tako kot sem rekla prej, ena ženska je naredila že z enim 10-minutnim dihanjem, je ozavestila res ogromno. Tako da lepo vabim v mojo družbo in pa seveda, če ne drugega, berite mojo knjigo, tudi tam je veliko navodil in nasvetov in zgodb, kako sem si pomagala in kako sem pomagala drugim. Zakaj se lepo imejte, da se vidimo. Čau, čau.